Dobro jutro vsem tistim, ki ste že budni, in vsem tistim, ki ste mogoče 15-20 minut nazaj poslušali Best FM radio. Verjetno ste opazili, da je Best FM začel na žalost reklamirati še en kripto scam projekt. Jaz sem že govoril o njemu, to je Crypto Unity. In ko sem slišal reklamo na radiju, sem bil prav presenečen, da še kar vztrajajo in da se še kar borijo z mlini na veter. Tako da moram reči, da sem malo razočaran nad Best FM-om, ampak ok, razumem, da so dobili plačano za to, da to promovirajo. Cajt bom pa itak pokazal svoje. Zdaj pa imam še par notranjih informacij. V glavnem, Sandi Špenko, glavca tega kriptoskema, tako zvani Špene, je imel najboljšega prijatelja, s katerim sta imela skup firmo za sklepanje teh naročniških razmerij pri Telemachu in tako naprej. V glavnem, ko so šli skup v ta projekt Crypto Unity, je čez cajt začel Špenetov friend dojemati, da je ful enih nepravilnosti, pa da se slabo dela in da pač stvari ne štimajo. In ko je začel opozarjati Špeneta na to, je Špenetova desna roka, njegova žena, rekla, ne, mi pa takih ne rabimo v firmi, preveč negativne energije, in pač to, kar njegova žena reče, Špene naredi. In je odpikal svojega najboljšega frenda iz kripto projekta Crypto Unity. Tako da ja, ekipa Crypto Unity je izgubila še enega pomembnega člana, ki je mogoče edini še imel razum tam in ki je dojemal, kaj se kle dogaja. In ena od faktur, ena in edina faktura, ki je bila plačana za razvoj aplikacije za Crypto Unity, ne boste verjeli, je v višini 2500 evrov. A vi veste, koliko je sposoben en programer z eno plačo, če je recimo to 2500 evrov v enem mesecu, koliko je sposoben razviti aplikacijo za Crypto Unity? Praktično nič. In to je denar, ki ga Crypto Unity vlaga v razvoj, v utility, v aplikacijo in take stvari, ki bi mogle koristiti nečemu. Tako da že to vam je en velik alarm, kaj se tam dogaja. V primeru, da se pa zgodi nek velik čudež in da Crypto Unity pride na kakšno bedno menjalnico, boste pa videli, da v parih minutah se bo tak dump zgodil, tak padec v minus, v nulo, ker bodo tisti, ki imajo večinski delež kovancev, to takoj razprodali, ker vejo, kakšno je ozadje tega. Tako da problem je, da v Sloveniji noben kripto projekt, ajde, ne bom rekel noben, ampak redko, res redko, kjer kripto projekt da uspe, zato ker ponavadi stojijo za tem ljudje, ki nimajo neke podjetniške žilice in ki nimajo izkušenj in ne znajo razpolagati z velikimi vsotami denarja. Tako da zato smo na tako slabem glasu Slovenci, kar se kripta tiče. Vidim, da se tudi na Radio Antena vrti reklama za Crypto Unity. Oni imajo pa celo zmešnjavo noter in na polno raziskujejo, kdo od zaposlenih mi daje informacije, kaj se dogaja v firmi, pa kakšne na tega delajo. Po moje, da boste mogli vzeti palčko za ušesa in začeti vzemati bris na določenih mestih, da ugotovite, kje se nahaja moj DNK. Prevarene, pokvarjene. Špenko, katastrofa. Ta tvoja žena, ona je najhujša. Ona je pa capo di banda.